Danes vi nam pomagate se počutiti dobro pri dobri hrani pa pijači. A mogoče lahko malo poveste vašo zgodbo, kako se je začelo, da ste začeli se ukvarjati s cateringom? Ja, to je bila v bistvu bolj naključje kot pa odločitev. Namreč 12 let nazaj smo ženo nekako v študentskih letih razmišljala, kaj naprej. V meni je vedno tlela želja po samostojni poti in nekako preko študentskega dela sem prišel v gostinsko dejavnost in razvil potem na začetku seveda z hladnimi jedmi, potem pa smo počasi se razvijali korak po koraku in seveda zdaj prišli do te točke, da ta ekipa ni več, ne šteje samo mene in moje žene, ampak nas je 7 zaposlenih in smo prerasli v neko resno dejavnost in resno delo. Če smem vprašati, kakšna vaša lastnost vam je pomagala priti do te točke, kje ste zdaj? Absolutno najboljša in največja prednost naša je to, da imamo posluh za ljudi. Se mi zdi, da tega v današnjem času primanjkuje in mi v prvi vrsti, kadar delamo pogostitev oziroma izvedemo nek dogodek, moramo najprej prisluhniti, kakšne so želje. In nam je v bistvu to najbolj pomembna stvar. In potem na podlagi tistega, kar stranka želi, mi naredimo najboljše, kar pač znamo. Veliko coachів tukaj so samostojni podjetniki. Kaj bi svetovali za podjetnike, mogoče, če se izgubimo motivacijo, na kak način se spravimo v red na novo? Absolutno, vsak posel ima svoje vzpone in padce. Jaz bi rekel tako, kadar si najbolj na vrhu, ko se ti zdi, da si res najbolj na vrhu, moraš paziti, da ne postaneš prevzeten in nekako ostati na realnih tleh. Ko pa si na tleh, pa obratno, ne smeš videti vsega črno, ampak je vedno nekje tisti prelom, ko gre pot navzgor. In čim prej najti tisto pot in zagrabiti in iti navzgor. Najlepša vam hvala in iz srca želim veliko sreče pri vašem delu. Hvala lepa.